Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. V moji družbi pa danes človek, ki je kulinarični navdušenec, ustvarjalec spletnih vsebin, širna Slovenija pa ga je spoznala v televizijskem šovu. Življenje mu je postreglo različne okuse, a je vedno našel pot in način, da ga zajema s polno žlico. Z mano je Dan Prohart. Lepo pozdravljen. Živijo, pozdravljen. Vesela sem, da si vzel čas. Ravno z dopusta si, ne? Ja. Kje ste se potikali z družinico? Letos smo bili bolj na jugu dol Dalmacije. Pelešac je bil ta glavna destinacija, pa smo šli pa malo sem pa kaj po njemu. Tako da luštenje je bilo luštenje. Zdaj, kot sem rekla, širna Slovenija te je spoznala v televizijskem šovu, bil si tekmovalec zadnje sezone Masterchefa. Zdaj verjetno že lahko strneš kakšne vtise, kakšna izkušnja je bila to zate in kakšna prelomnica mogoče v življenju. Ja, jaz pravim, da to je dejansko izkušnja, ki se ne da kupiti. Kakorkoli rečemo, ko sem šel sam ta šov, sem si probal malo predstavljati, kako to bo, pa vse skupine, pa tja prideš, pa je kar en malo pozitivni šok, bom rekel, no, tako. Ful zanimiva izkušnja, utrgana izkušnja, jaz rečem vsakič, res nekaj tazga, ki je fajn doživeti, sploh če si to želiš, in ti, ki pusti kar enih spominov, pa za sabo, pa vsega skupaj. No, o šovu bova še kakšno rekla kasneje, zdaj me pa zanima vsakega gosta, prosim, če prinese ene take 3 osebne predmete, da ga malo pobližje spoznamo tudi skozi to, pa me zanima, kaj si ti prinesel. Sem pričakovala kaj kuharskega. Ja. Sem hotel še kitaro samo prinesel, sem rekel, da bom mogel še kaj igrati, pa še ne znam. Tako da tist ne. Pojoči kuhar. Ja, prinesel sem pa sabo eno tole lesen izdelek, ki mi ful pomeni, ki mi ga je stric naredil. To je res čist ročno dela iz kosa lesa, res ene energije noter vložene in take stvari jaz ful cenam. Tako da to sem dobil za darilce, ki mi ful pomeni, imam ga bolj za plating, za kaj ponuditi noter, ampak en tak del kos lesa, ki mi je kar pri srcu. Tudi sam kdaj kaj izdelaš iz lesa, si kaj ročni tip človeka? Ja, ful sem jaz marsikaj rad delam. Tudi ena od teh, velikrat kaj s plastelinom, s malimi, ki oblikujemo v kaj živalce, takrat hitro noter padem. Tudi z lesa sem že kakšno žlico naredil, pa tako, ampak dolg nazaj, to je bilo takrat časih na morju, ko smo bili cajt, pa smo bili tam, pa smo ti se razdrali. Je mi pa taka, mislim, les mi je ena ful taka stvar, ki bi rad tudi mogoče kdaj še kaj sam si kaj naredil, ko bo čas, pa z užitkom, pa takole, ja. Potem drugi predmet je tale nož. To je pa moj pipec, nožek. Tale nožek je pa z mano že, se pravi, nekih 30 let, sigurno. Dal mi ga je moj dedi. In to imam pa jaz v bistvu že 30 let praktično skozi v žepu. Ne vem, če kakšen dan na roke bi prišel, mogoče koliko dni, ker ga nisem imel s sabo v žepu. Fulkrat mi prav pride. Tudi v Masterchefu, enkrat smo bili zadnji v kuhinji, pa smo gledali, kjer je krompir, pravi, sam ne vidimo, kaj še je noter. Nože, sem si malo čudno gledal, kaj pa ti z nožem sredi Masterchefa. Ampak to je res skozi mano. In zelo velikrat uporabljeno za marsikaj, od špage do kakšne mogoče kakšna taka najbolj zanimiva situacija, kjer ti je prav prišlo, da si iz žepa potegnil nož. Zelo velikih je, na koncu. Včasih je čisto ena simpel, ne vem, se tam mali kaj strga, pa uno nitko, pa je treba odrezati. Včasih kakšno špago kaj skrajšati, velikrat kakšno, ne vem, kaj ušpičati za kakšno palco, za kakšno meso pol gor napičati, ker smo kaj v naravi, pa kurmo ogenj, pa dejansko ni posod pa tega, na kjer mu bi pekel, tako da takrat s tem naredim orodje. Veliko rib je že v čistu, marsikaj je že naredil. Vse stranski. Ja. In potem tretji predmet je pa tale posoda. Tale je moj vok, ki je pa tudi z mano že dolg, oziroma v naši družini, pa moje več kot 30 let sigurno, če ne gre proti 40. Na tem je pa moja mati zelo veliko kuhala že v mojem otroštvu in ko sem se jaz preselil, mi ga je dala kot darilo za sabo in ga imam zdaj doma in ga tudi ne vsak dan, ampak ga pridno uporabljam. Sem pa že tako kar zaljubljen take železne, pa železne posode,
ki so take prijazne. Moš pobožati daj s kakšnim oljčkom pa tako, ampak mi je to tudi pol special užitek. Ja. Vsi predmeti imajo nekako tako tudi eno povezavo z družino ali pa da so že zelo dolgo ne s tabo. Ja. Te vezi družinske in spomini veliko pomenijo. Ja, veliko, ja, seveda. Se mi zdi na koncu, karkoli smo, pač družina je ta osnovna celica in ja, če boš pa zaupanje, pa vse gre res naprej, tukaj pa pol naprej, seveda so prijatelji tudi dobri, pa to, ki jih imaš dolga leta, ampak ja, na koncu pa družina mislim, da je tista, ki je osnova. Kdo pa je tisti v družini, ki ti je spodbudil to kuharsko žilico? Kdo je prepoznal v tebi talent? V bistvu bom rekel, da sem tu kar malo sam bil, drugače mati moja veliko kuhala, je bila pač veliko doma, od nje sem se zelo veliko naučil, pa sem tudi velikokrat gledal, vedno me je tudi pustila zraven v kuhno, vedno mi je tudi pustila odprte roke, jaz sem zmeraj eksperimentiral, pa se pa malo po svoje delo, tako da nikoli nismo imeli nekih po regalčkih, zmeraj me je nekaj še osnova naučila, pa sem jo pa naslednjič verjetno že čisto po svoje naredil, pa so me zelo podpirali pri tem. Drugače se je pa res začel na morju, po moje, ko sem bil star, 7, 8, 9 let, jaz sem ful sem po vodi bil, pod vodo, v glavnem, veliko smo nekih rib lovili, ne toliko nalovili, ampak vsem. In tiste ribe pa rečemo, pa moja mami ni znala pripravljati, oziroma se jih ni niti lotila, moj oče je bil vegetarijanc, tako da tudi ni imel kaj dosti stika z ribami, in sem pa pol jaz takrat bil kar primoran, sam v bistvu si uno ribo spečč, ali pa nekaj narez z njo. Tako da tam se pa v bistvu po moje začel vse skupaj. In ta ljubezen traja še do danes, ne? Pa pustiš tudi drugim, da te porazvajajo, da ti kaj dobrega pripravijo, ne vem, žena, prijatelji, ali vedno sam zagrabiš kuhalnico in skuhaš? Visoko, ker rad kuham, pa res ful rad kuham, mi pa to najboljše, kaj pa en drug mene postreže, glih to pa žena, mogoče še bolj take enostavne rižotke, pa to, ampak jaz sem tega najbolj vesel, ko pride tisto na mizo, ko pa včasih tudi meni ni treba kaj delati, da mi ni treba delati, ja. In pol tam v miru lepo pojem, samo uživam v hrani in to mi je ful dobro, ali pa kakšen prijatelj, ki me povabi na kakšen piknik, pa tako, pa čas ne rabim biti zmer tam glih zažaram, pa čas tudi posedim. Pa imaš občutek, da imajo kdaj zdaj tremo, sploh zdaj, ko si se javno malo izpostavil, ne, kot kuharski poznavalec, da ko te povabijo, da imajo več tremo, dan pride, danes moramo pa dobro skuhati, ne? Mislim, da že včasih je bilo to tako, ker so bili dosti v mojih piknikih, pa pravijo, da so zelo dobro jedli, pa kako si pa to naredil, pa kuh pa to, pa se je kakšen malo naučil, pa je naslednjič pol tudi probal, pa malo, dan, kako se ti pa zdi, je tudi tako dobro, ja. Drugač pa ja, tudi moja mati je zanimiva, jaz pice ne bom več pekla, odkar je moja jedla neko. Je tako dobra tvoja. Tako dobra, pač jaz sem te dolge fermentacije testa, pa take stvari, to je zdaj tudi danes ful popularno, sem nekaj časa študiral oziroma delal in pa res dobiš neko čisto drugačno pico, kot kruni, ki smo jih mi doma navajeni, s tisto malo tršo skorjo pa tako, ampak meni po prvici je toliko zelo dobra in sem mi tudi rekel, da ne bi slučajno kaj spreminjala svojih receptov, da ne bi slučajno kaj probavala take pice, ki jaz delam, ne deliti te svoje, ker jaz vam njeno najrajši in tudi če bi 10 v njih pojedel, mi je ta še zmeraj ena od njih top 3, tako da ja, ne se zdaj na druge zgledovati oziroma. Si pa tudi ustvarjalec video vsebin na YouTubeu, na TikToku, na Instagramu, to je pa tudi eno tvoje veselje, ne? Kako pa si odkril to ljubezen do kamere, mogoče bi lahko temu tako rekli, ne? Nimaš težav pred nastopanjem? Ne, jaz kot mulc spet sem bil v eni profesionalni gledališki skupini v bistvu, Nina Skrbinšek, ki jo je vodila, tam smo bili Cepetavčki, ena ekipa taka, in tam smo se rešili ta pravo gledališče in mi je bilo ful všeč, tudi ena stvar, ki me je vedno zanimala. Pol kasneje se šel malo na improligo pa to v srednji šoli, nažalost je pol izvenel, pa sem zamenil šolo, pa v bistvu pol pač malo nisem bil v kontaktih toliko več s temi ljudmi, tako da je šlo to malo pozabo, pa pol življenje teče naprej, pa greš nekam v službo, pa vse živo prihaja naokoli. Tako da tukaj je bilo pa res, jaz sem že 10 let nazaj, sem enkrat s hčerko že posnel en YouTube video,
In me takrat že to ful zagrabal, ful me je zanimal, sam nisem imel dejansko niti kamere, ta prave, niti računalnika, da bi jaz to zmontiral, tudi da sem pol tiste skupaj malo pustil, je bilo malo preveč. Bom rekel, pa par let nazaj, nekih 5 let po tisti kapi, v bistvu je pa sestra dobro dala, kaj če bi imeli mi, kaj če bi ti naredil neko tako kuharsko oddajo za na YouTube. In tam se je pol to začel. V bistvu iz zadnjih 5 let se samo nadgrajuje, se samo razvija vse skupaj in še zmeraj to ful z veseljem delam. No, da si čisto tako spotoma omenil tisto kap, verjetno je pa bila to ena najtežjih življenjskih preizkušenj, ki so te doletele. Ja, nisem. Vsekakor, ne moš reči drugače. Je prenesla pač res ena prelomnica v življenju, res se pač odreže te breku. Je pa tudi ena stvar, ki je pa, kakor si rekla, prelomnica, ja, kakor sem že prej veliko razmišljal o tem, da moraš pa uživati v življenju, pa vse take stvari, pa mogoče še bolj spremeniš te prioritete, kam energijo vlagati in tako naprej. Bi rekel, da zdaj življenje deliš na tisto obdobje pred kapjo in na tisto po. Se je kaj spremenil tvoj odnos do življenja? Takrat je bilo kar hudo, kolikor sem zasledila, ne? Ja, vsekakor se je spremenil, vsekakor sploh na začetku, pač niti ne veš takrat, kam bo to pelal, sama rehabilitacija pač traja in traja, verjetno bo do konca življenja trajala, ampak v prvem letu, 2... Ti si se na novo učil, ja. Si bil čisto nepokreten. Ja, mislim, zdaj srečo v nesreči, imel sem, ne vem, a sem imel prej že toliko aktiven možgan, ali v glavnem veliko sem delal jaz na tem. Meni se je v bistvu dosti hitro se skupaj začel povračati. Se pravi, prvi dan nisem mogel govoriti nič, drugi dan sem že govoril neke besede, pač momljal pa tako. Pa je šlo pa to res iz dneva v dan, praktično je šlo nekako na boljša. Tudi sama hoja, po 14 dneh sem prvič na noge stopil tam in čisto oni meni dovolili par korakov narediti, pač sem jaz to delal cele dneve. Veliko željo sem imel še zmeraj pač dobiti nazaj neke te sposobnosti, ki sem jih imel včasih. In ja, čeprav pa ni bilo nikoli dorečeno, koliko bom jaz zdaj od tega požel, čeprav sem treniral ful s prsti, pa tako, zdaj, ko bo zdaj čez 2 leti dejansko, a me jaz napredoval 10% ali 50% ali kakorkoli. Pa se spominjaš tega dneva, kako se je to zgodilo? Ker verjetno se vsi kdaj sprašujemo, kako je, ko te kar kapne. A so kakšni predznaki? Mislim, mene dejansko, tako, ko se reče, me je prav kap. Ja, prav kap, ja. Jaz sem bil na WC-ju doma in to je dejansko kar nekrat odrezal. Jaz sem se zložil po tleh, sem bil na tleh, nisem vedel niti, kaj se dogaja. Prej sem imel sicer neke operacije na srcu, srce mi je pač bil napolno takrat, tako da nisem niti vedel, a je to kaj iz tega ali iz česa drugega. Po prvič povedam, tudi sama kap kot bolezen mi ni bila toliko znana, da bi jaz takoj pogruntal, to je pa kap, diagnoza sam sebi. Tako da takrat res nisem vedel, kaj se z mano dogaja, ko sem bil tam na tleh. In potem te žena Ana našla nemočnega, kot sem prebrala. Ja, to je trajalo sicer, ker ona je glih zaspala, to je bilo 11. zvečer. Tudi jaz sem takrat imel veliko borbo sam s sabo, pa s tem življenjem, da sem v bistvu prelezel tiste 2 metra nekako do vrat, pa nekako se zarinil z glavo gor do kljuke, da sem z eno roko pač dosegel tisto kljuko, pa vrata odprl, pa se je pa ona zbudila, ja. In me najla tam na tleh, praktično nepremičenega. In potem se je življenje odvilo v tvojo korist, okreval si, imaš kakšne posledice še danes? Ja, posledic je zelo veliko. Zdaj, da mi rekel, nikoli ne bom tak, kot sem bil, je verjetno res. Veliko je to, da si se mogel pač sprijazniti z nekaterimi stvarmi in veliko je tega po mojem, ker sem se sprijaznil in pa sem tudi naven dajal drugačno. Je pa še zmerja, veliko mi manjka besednega zaklada, ne vem, utrudem se zelo hitro, sama koncentracija ne traja toliko časa, kakor daleč od tega,
kakor je bilo včasih. Jaz sem imel energije včasih res za odvoz, tako, ne vem. Pa še danes se zdi, da imaš veliko. Še danes zgleda, ja, ampak je to tisti 20%, ki je rečemo bilo, ne. Včasih pa res, ja, jaz bil lahko, ne vem, 3 dni sem bil lahko po koncu pa delal stvari, pač ko res me nikar tako zmanjkalo, ne, na 100 koncih, vse živo. Tako da to je pol se vse zelo zabremzalo, zelo ustavilo, zelo sem mogel premisliti, ja, kam bom dal energijo, da me ne bo preveč zmatral, pa da ne bom pa nekje drugje ful zaustavil, oziroma ne vem, koliko v družino, koliko zase, koliko tako. Je veliko stvari odpadlo na ta račun, ljudi, stvari, hobijev, ali pa kakšnih nepotrebnih skrbi, ki so bile pred tem dogodkom. Ja. Že prej sem bil tak, da se nisem preveč sekiral za neke malenkosti, malo tudi flegmatika, pa tako. Pa vidiš, da je to zelo pomembno, ne? Ker v bistvu, ja, ker si zdrav, lahko ti predelaš teh 100 brezveznih stvari, sicer ti škoduje, ampak mogoče ne boš kratko opazil, ne? Iz dneva v dan. Ne? Ko pa nisi zdrav, je pa vse te stvari so bile pa kar neki so terjale, ne? In pa neka brezvezna stvar lahko, ja, ti je toliko energije vzela, da ti dan nisi mogel nekaj drugega delati. Ne? In zato ja, res rajš osnove, res tisto, kar je najbolj pomemben, pa naprej. In pri tebi je, kot razumem, je to družina res na prvem mestu, ne? Kako pa so recimo otroci doživljali to tvoje udejstvovanje zdaj v zadnjem času? Verjetno so kar ponosni na očija, ne? Ja. Da ga vidijo na televiziji, da kuha. Kako so oni to doživljali? Imaš 3 čudovite otroke? Ja, ful sem vesel, da jih imam, pa tako lepe, pa tako fine, ja. Pa ja, res so me ful podpirali, tudi hčerka najstarejša, Ela, je res ful vesela, da se to dogaja in res, ko vidiš, ko ti reče, bravo dan, se tis pa ni bilo, se tis pa ne se skirati za to, ti res veliko pomeni. So bili pa seveda vsi ful upeti v celo zadevo, mene kar naenkrat ni bilo doma, tudi Ana, žena moja, je res ogromno naredila za to, da sem jaz sploh lahko bil tam in da je cela družinica še zmeraj klapala, da je vse štimal doma, da sem jaz lahko si vzel čas za tole moje popotovanje po kulinariki. Zdaj to ja, popotovanje po kulinariki, kako naporno pa ti je bilo to snemanje, to je verjetno po cele dneve, res zahteva celega človeka, ne, pa še vsi ti odnosi tam, ki se odvijajo. Ja. Po televiziji vidimo samo neke utrinke, ne, zmontirane, kako pa je v resnici v zakulisju? Ja, snemanja potekajo dejansko cel dan, ampak to pomeni že samo masko moramo narediti, recimo, ne. Že tisto traja, pač na začetku nas je bilo 20, pa ni bilo seveda 20 maskerjev, ne. Tako da ja, to so pač te snemalni postopki, ki so marsikje. Samo snemanje tisto, ko smo pa kuhala, ne, je pa točno tako realno, kuhar je pa dejansko čas zdajle, čas konc, tako da ti si bil v bistvu tudi najbolj tak moment, za katerega sem jaz te dan v bistvu šparal energijo, tako rekoč bi lahko rekel. Prej vmes sem tudi probal čim več počivati, oziroma čim manj takih stvari, ki bi me utrudile, oziroma da bi jaz že zmatral svoj možgan v bistvu. Tako da sem v bistvu vse načeloma sem se osredotočil na samo tisto kuhanje, kaj je bilo od takrat do takrat. Koliko je bilo pa treme prisotne, pa mogoče katerega od sodnikov si se najbolj bal njihovih komentarjev, kdo ti je najbolj kocine? Tako treme nekaj imam, sigurno, tudi na kakšnem področju verjetno veliko več. To, če mogo še kitaro tukaj zaigrati, ali pa kaj tazga, tukaj sva čisto druge. Drugače pa neke take treme jaz nisem imel, no, tudi pred kamerami mi ni bilo neki ful neznanka, tako da sem se normalno počutil, tudi rečemo z kolegi, z prijatelji, ki so se pogovarjali z Masterchefa, ki so bili eni čisto, kamere, ne, dejansko tudi oni po 3 dneh niso več vedeli, da so kamere tam. Ja, ker imaš ti toliko fokusa na uno kuhanje in vse skupaj, da pač ja, uno je spet ena najmanjših skrbi. Ja, tako da ta del v bistvu bolj sam, ko prideš noter, pa ta v bistvu tremo sem imel, kar se tiče samega poteka kuhanja, pa časovne omejitve, pa kako bom jaz zdaj samo tam dejansko deloval, ker tam nimaš časa ti pol ure nekaj razmišljati, pa to takrat morajo klikarji delati na hitro, ne. In rečemo, tukaj nisem sploh vedel, kako bo to pri meni spadalo, ali bo možgan zmrznil, ali bom jaz to lahko sploh speljal, ali bo časovno omejitev delala ful hude preglavice, tako da tukaj je bila v bistvu neka taka skrb, ki bi rekel, ki sem imel.
Zdaj v zadnji sezoni se zdi, da ni bilo kakšnih pretiranih dram, kot smo jih navajeni v teh resničnostnih šovih. Ste bili ena taka povezana ekipa, vendarle pa moram priznati, da ko je prišlo do finala, se je pa internet spet razdelil, ne, na dva dela. Kako ste vi tekmovalci to doživljali? Pa kako je sploh skrivati vnaprej, kdo izpade, to se snema vnaprej, ne? Verjetno je milijon in eno vprašanje, kdo gre domov, kdo je v finalu. To je tudi en tak zanimiv del tega. Ja, jaz sem bil najprej, moram reči, da sem bil ful hvaležen, da sem prišel v tako ekipo, kot je bila letos. In tudi sem bil ful pozitivno presenečen, dejansko, da smo se toliko poklapali in da je bilo toliko fajn in vsi smo šli z neko tako zelo kolegijalno, bom rekel, tekmovalnostjo noter v sam ta šov. Mi smo si ful veliko med sabo pomagali, dejansko smo ful delili znanje med sabo. To se je tudi videl pol, ko ste v eni oddaji, ko so kar skupaj malo nekaj delali, če so imeli posamičen izziv, ali kako so že imeli. Tako da to je bilo meni ful dober in se pozna tudi na koncu oddaji, se res dobro vidi. Ja, ta del za skrivanje, pa to tega pa nisi navajen. Dejansko je bilo mogoče na začetku kar malo težko, pa malo čuden, ampak pol pa tudi dobiš toliko prakse, da kad eno vpraša, ja, kdo je šel pa zdaj ven, pa kdo je zmagal, se hitro lahko nekaj pohecaš ali pa karkoli. Dobiš kar eno dobro bremzico v zadnji, da slučajno kaj ne blekneš. Ker verjetno pogodbe so pa kar hude, ne? Če bi izdal kakšne razplete. Pač itak ni fajn to, da bi šel gledati neko tekmo, pa da ti je povedal, ti si karto kupil za 200 €, pa tam potoval ne vem kam na stadion, pa bi ti pa en rezultat povedal. Čeprav verjetno te zanima, kakšen bo rezultat, sem na koncu tekma bilo brezvezno. Kako pa ste bili vi tekmovalci zadovoljni z razpletom? Čist končnim bo rekla, razpletom. Ja, nekako je bilo že kar pol malo za pričakovati v kasnej oddaji, da bo Miša kar rasturala. Jaz pa čist po prvic povem, sem pa bolj za Barbaro vsem navijal. Mi smo bili tudi sicer klapa, mušketiri, pa tako da že malo iz tega osebnega stališča bom rekel. Ja, pa Barbara res je ena taka, ki je iz oddaje napredovala, res se je videl, se je veliko tam naučila, bom rekel, tudi samo miselnostjo do same predstavitve hrane in vse to skupaj. Je tudi ona tam, bom rekel, razvila, ker marsikdo od nas jo ni imel. Jaz v kakšnih fancyh restauracijah prej niti nisem jedel, niti nič, da si niti ne predstavljaš, kako to zgleda 10-hodni meni, pa s kakšnim že to nam mogo pojesti, ali pa kaj dobivam same take mehne plunke gor. Jaz ravno zaradi tega, ja, ker na koncu 10-hodni meni je 1000 in nekaj kalorij, toliko, kar dobiš v eni gostilni, prvemu mastenemu zrezku, pa testavemu krompirju, tudi v bistvu se tam razdeli vse skupine. Ampak ti si vseeno človek, ki ti je bliže ta kuhanje v naravi, pa nabiranje v gozdu sestavin, pa sem nekje zasledila, da si želiš ene take, da bi delal, da bi imel kakšno mehno restauracijo za mehne družbe z ognjiščem, ne? So to še sanje? Ja, sanj imam jaz ful, idej imam jaz ogromno, tako da ful dobro, da imam Ano mojo, ki me kar lepo malo bremza, oziroma prav dan, dej, se veš, kako je bilo vedno, deva po koraku. Tako da ja, zdaj počasi razvijam vse skupaj. Ena stvar je, ki pa zna zelo hitro ven sicer priti, imam gobarske delavnice oziroma temu neko doživetje v gozdu, kjer bom ljudi peljal v gozd. Imam Romino, eno prijateljico, ki je determinatorka vrhunska, kar se gob tiče. Jaz se učim to še zelo počasi, korak za korakom. In pa bom v bistvu peljal jih v gozd, nabiral malo gobe, kaj doživel tam v gozdu oziroma malo zadihal ta naš gozd. Pa v drugem delu bomo pa na ognju vsi skupaj nekaj skuhali, se pravi, probali se in naučiti vsi skupaj in probali malo skuhati skupaj, pa pol tisto vse skupaj dol, vse pojesti. Boš kaj tudi posnel vsega tega, glede na to, da si tudi ustvarjalec video vsebin? Vsekakor, bo to tudi na video prišlo, tako da bo, sigurno, ja. A kako pa je s temi vlogi? Zasledila sem tudi na YouTubeu, da malo ste tudi družinsko potovanja posneli, ne, ko ste šli v Grčijo, mislim, da. Ja. Se to bo kaj nadaljevalo, te pa potovanje, vaša robinzonska? Vsekakor, tudi ena od teh želj, ki bi to je spet en drug del tega snemanja, ki se ga jaz tudi v bistvu še učim, pa vse skupaj, bi pa ful rad predstavil tudi to našo spontana potovanja oziroma tako ta način našega kruzanja okoli, ki ga imamo,
kar je meni ful pri srcu, tudi naši celi družini, ful vsi uživamo v tem, da nismo stacionirani na en plec, da lahko res sproti se odločamo, kam gremo, kje bomo tisti dan, kje gremo drug dan. In ja, mi je pa tudi fajn, če ne drugega za nas, tudi pogledamo tele videe, pa je ful lepo videti, kje smo bili, pa se spomniš, se res, koliko je bilo tam dober. Ja, imate prav posebno vozilo, da se lahko parkirate, odprete šotor na strehi oziroma ležišča in Ja. ste lahko spontani v tem vidiku. In si zelo spontan, prej, ko sva govorila pred snemanjem, si rekel, če bi šla midva z Ano, z ženo sama nekam, bi mogoče šla v Italijo, pristala bi pa v Španiji. Ne? Ja, tukaj si to z otroci, vse imaš neke omejitve, pa tako, vse njih ne moreš tam 10 ur v avto zapreti, pa da se je peljali, tako da treba neke pauze delati, pa kdaj pauze delaš, pa tako, ne. Ampak ja, sama bi pa zelo hitro po moje se kar peljala, pa tam pa se ostavila, pa čez 3 dni nekam naprej. Ena dobra je bilo, 2 leti nazaj smo šli dol do konca Dalmacije, pa smo šli pa čez Bosno en del, pa smo bili par dni že v Bosni, nam je bil fajn pa tako. In pa se vozimo proti enemu placu, ki sva ga najdla, ura je bila 10-11 večer, še 2 ure je bilo do tja vožnje, pa se vozila pa prav, Ana, sam veš, jaz bi pa šla še malo na morje, ne. Sem rekel, ja, pa kdaj pogledam, pa če zemljevita, sem rekel, ja, 20 minut imaš, da se odločiš, tam je levo, gremo lahko levo ali pa desno noter v Bosno v gore ali pa levo proti morju, ne. Sem rekel, gremo še malo na morje, žmigovc levo, ob eni zjutraj smo bili nekje na Murtarju, otroke zbudili, pejte gor v šotor spat, kje pa smo, boste jutri zjutraj videli. In je bilo presenečenje. Ja, in so se zjutraj zbudili, nismo mi v Bosni, ne, nismo, smo šli pa še malo na morje. Je kdo od otrok podedoval to kulinarično žilico? Ali vsi radi pomagajo, ko stopi v kuhinji? Ja, vsi radi. Vidim tudi, da to je neka stvar, jaz jim nočem nič siliti tega, kakorkoli. Ampak vidim, Ela, rečemo, je že kar nekaj stvari skuhala, sama se tudi lotma svoje jedi, rečemo, dela mafine, take stvari, ki jih jaz ne delam, rečemo. In zdaj imam mogoče malo več šolo zaposlena, pa s tem, pa nima nekega časa za kuhanje pa to, ampak jo vidim tudi, da bo z veseljem ona zelo dobro kuhala enkrat, ko bo. Naj, ki je star pa 10 let, on pa njega pa kar skozi bolj zanima, se mi zdi. In v bistvu jaz sam to malo koliko lahko mu pustim, da sam dela. Najreč pa tudi on sam, jaz mu malo povem osnove in pol on kar sam pa reče, jaz sem pa dal to noter, pa sem naredil mlečni riž, ne vem, z malinavi, ne. Ja, super, ne, a si ga te že kje jedel? Ne, sam se mi zdi, da bo tu flor, meni je to najbolj da se on sam spomne, pa nekaj sam pokombinira. Kaj pa mogoče najbolj bizarna kombinacija okusov, ki si jo v kuhinji predstavil svoji družini, pa da jim ni bilo preveč všeč? A eksperimentiraš kaj z okusi? Skozi. Vsak dan praktično, če se le da. Ja, nikoli nisem bil neki geberitih, to pa še skupaj, Tudi nam je slano sladko, sem je že zdavnej ukomponiral svoje jedi. Razmer sem bil, se pravi, zelo odprt in če mi kaj pade na pamet, sem probal. Zdaj prav kakšnega določene jedi, ki ni šla skupaj, ne vem, je pa sigurno bilo kaj tazga že. Drugače pa zdaj nazadnje rečemo tale čokoladna omaka, ki sem jo pol tudi na Masterchefu delal. Doma smo malo trenirali, sem malo treniral omake, pa smo 10 nekih različnih omak, malo teh po knjigah, bom rekel, malo po svoje. Sem pa s to čokolado že dolg čas nazaj nekaj malo pa cel, pa mi je bilo dobro, pa neke zrezke pa tako, in pa sem naredil neko svojo omako. In bilo zanimivo, kaj je Ana, ki je prišla med unih 7-8 omak, rekel, kaj pa je ta, sem rekel, ta je pa čokolada, to pa ne boš, to pa sigurno, pa ona ne mara sladkega, pa tako je rekel, to pa ne bo šlo česa, ne. Na koncu je ona zmagala, daleč pred vsemi. Ko si upal, nekaj novega pokazati. Ja. Zdaj me zanima, glede na to, da imaš rad hrano in okuse, a se mogoče življenjskih dogodkov spominjaš tudi glede na okuse ali pa hrano, ki si jo takrat jedel, ne vem, kakšnih pomembnih? Ja, se mi zdi, da vonj je sploh ena takih stvari, ki meni osebno ful ostane v spominu, pol šele okus. In jaz velikrat doživljam kakšne trenutke, ki me spominjajo res na otroštvo ali pa na prav določen trenutek, ki je dejansko velikrat mi hrana nek spomin vrne, ki si ga od nekaj sploh takrat ne bi rekel, to sem pa zdaj tega spomnil, ampak res pride, ki bi rekel, strela z jasnega in se spomniš tistega trenutka, ki si tam nekje bil, sedel in to jedel ali pa nekaj podobnega. Glizanč, ko smo bili na enem dogodku, pa je zraven mene en pice pekel
In se mu je malo rob, sem pa kaj zažgal. In un von po tistem testu, pa sigurno ima dobro moko, pa dobro fermentira, pa vse skupaj. In ti svon me je takoj spomnil, ko smo mi včasih na morju pice pekli, tisti narejeni, kam niti neki peči ali pa direkt na žarjavci, ker tam, če ni bila malo zažgana pica, ni bila pečena. Ne? Tako da je bilo vedno malo tistega zažganega zraven in prav ta von me je tako spomnil. Tisto je bil tak dober občutek, ko se spomniš tistega. Mogoče eno zelo klišejsko vprašanje, če bi moral do konca življenja jesti samo eno jed, katera bi bila to? Ja, jaz sem zelo težko, da sem se eno odločil, pa prav eno jed, je pa ne vem, arašidovo maslo, ena taka stvar, ja, ki ga že od otroštva jem. Aha, že preden je bilo moderno, si videl, arašidovo maslo malo kasneje prišlo. No, mi smo imeli malo drugačno kuhnjo že v otroštvu, ker smo imeli, ne vem, teto sem imel z Nizozemske, pa je bila tam pa Surinamci, pa z vse na vezi, tam smo imeli tudi več enih sestavin, kot mi, ne. In je nosila dost nekih posebnih zadev, v bistvu eno od teh je arašidovo maslo, tako da sem zrastel na njemu praktično. In še zdaj ga imamo skozi doma in še zdaj, ne vem, če sem mlačen ful, pa ni, ja, žlica arašidovega masla, reš pol dneva. Zdaj omenil si, ja, mogoče te bližnji načrti za prihodnost delavnice, gobarske, ne? Kaj pa sicer, kakšno vizijo imaš, kakšno življenje si želiš živeti, ne mogoče samo profesionalno in kuharsko? Kakšno vizijo imaš? Že nekaj let nazaj sem si rekel, da ne bom delal več nič, kar me ne veseli. Se pravi, da ne bom imel klasične službe od 8 do 4, pa nekaj naredil, pa dobil plačo. Tako sem rekel, da mora biti neka iskra v meni, zakaj to počnem. In to v bistvu zdaj razvijam tudi naprej. In to se pravi, kar se tiče teh videov, ful rad ustvarjam, tukaj imam res, to je pač neko ustvarjanje od, ja, rad sem in za kamero, in pred kamero, in rad tudi montiram v bistvu in vse, kar je res na koncu neki izdelek ven dobiš, ki si ga čisto sam ustvaril, lahko za ga zapelješ v kjerokoli pot, noben ti ne govori, kako ga boš narediti, to mi tudi zelo všeč, ja. Kar se tiče tudi teh delavnic, pa to, jaz sem ful rad v gozdu in ful rad tudi širim znanje, no, to se mi zdi ena taka stvari, ki me je zelo pomembna, res rad, ja, če koga karkoli zanima, pa če jaz to vem, oziroma saj nek del, ful rad podebatiram o temu, ful rad dam naprej to znanje. In to je pa pač možnost tudi tukaj in v teh gobarskih delavnicah in kakšnih tečajčkih, ki bom imel za kuhanje, tudi z otroci, pa take zadeve, tudi v teh, pa te naša potovanja, pa snemanja, vsega pomal. Je pa tako, da sem jaz rad ful na različnih koncih, ful različnih stvari rad delam, tudi ne vem, pa rišem, pa vse skupaj, pa nič mogoče čisto profesionalno, ampak me vse to zanima. Tako da ja, bo šlo verjetno vse smeri, je pa na koncu cilj, da delam, ja, z užitkom, z veseljem, da tega ni preveč, pa da imaš dosti časa zase. Kaj pa delaš, ko imaš čas zase? Kaj je tisto, kar te napolni, poleg seveda kulinaričnih doživetij? V glavnem je to kakšen sprehod po gozdu, kakšno, ja, ko gremo z družino nekam, pa zakurimo ogenj neko v plaži, pa pol tam je kulinarično, spet je ta povezava kulinarika. Vedno pride, ne, no. Ja, kulinarika, kar zelo hitro zraven pride. In tam tudi uživam, ali pa ja, točno to, da sem cel dan jaz ob enem ognju in da imam čas delati nekaj, kar kuham in lepo počas, da ni une časovne omejitve, v 2 je kosilo, ampak pač, da se lepo tisto ustvarja in paca in da res z užitkom noter mečeš, ja. Zdaj nekako smo čez polovico poletja, imate še kakšne potovalne načrte z družino, boste odkrivali? Ja, letos smo tudi, že ta dopust nismo nič kaj dosti planirali, no. Tudi zaradi samega tega Masterchefa, pa vsega tega, kar okoli prinese, pa grejenje te moje The-Food znamke, ali kako bi rekel. Tako da smo se zelo tudi za tale dopust, praktično 2 dni preden sva šla, sva rekla, pa gremo tja, okej. Neko kljukico približeno smer. Tako da za letos res nimamo še kakšnih hudih planov. Bomo šli parkrat še kakšen vikend izlet, nekam mislim iti v Italijo, se z enimi dogovarjamo za neke nože, ki jih izdelujejo, pa bi jih jaz zelo rad imel njihove nože. Tako da po mojem bomo naredili nek tak trip, pa ekskurzijo v enem v Italijo, drugače pa konec avgusta še nekam gremo, pa bo po mojem tudi bolj tak ležeren, malo bolj dopust, ne bomo glih
iz dneva v dan spremenjali lokacije. Zdaj moramo vprašati, kako se ti je življenje mogoče po šovu spremenilo, so prišle priložnosti, te ljudje prepoznajo, imaš kakšne simpatične te dogodke z oboževalci, z ljudmi, ki te prepoznajo, verjetno te ogovarjajo in želijo kakšno fotografijo, ne? Ja, vsekakor. Že prej se mi zdi, imam neko tako faco, ko se mi ljudje zgleda kar dobro zapomnejo. Tudi že prej je bilo, da jaz sem pa tebe videl na unmu kanalu, čeprav je bilo ful malo gledal, bomo temu rekli, ne, proti zdaj. Jaz sem tudi veliko se gibljem, se pravim, pa v gozdu, pa v moji vasici v Zbiljah, pa tako, da te prve 14 dni sploh nisem dojel, za kva se gre, pa smo že pa na en dogodek, tak ta prav, ko smo kuhali v Kopru na Viva la Pasti, tam sem pa pol videl, koliko ljudi dejansko me pozna, pa samo to slikanje, pa podpisi, pa vse to, kaj pride zraven, ja. In te mogoče malo kar šokira, ja, tako je to velika zadeva, ampak se hitro navadiš, pa moram reči, da ima ful dobro odzive, da načeloma mi je ful všeč, ko ljudje prestopijo, kdaj mi gre kar kurja potno, kaj te tacega lepega povejo. No, zdaj, mimogrede, ko si omenil Zbilje, si že drugi gost od 120 tukaj, ki je iz Zbilju. Že statistiko gost. Ja, statistiko šegujemo. Ja, nič, danes sem zelo hvaležna, da si vzel čas. Veselimo se tvojih kulinaričnih doživetij na spletu in tudi nekdo se bo udeležil delavnic. Hvala. In ti želimo seveda vse dobro, veliko energije, zdravja in da bo šlo življenje v tisto smer, katero želiš. Ja, predvsem zdravje, pa volja, pa se marsikam pride. Ja. Res hvala, da si vzel čas in vse dobro. Hvala za povabilo. To je bil Shotcast, hvala, da ste bili z nami.